Lepo pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lili Sorum. Tokrat se bomo leta 2024 lotili ne preko samo splošnih napovedi, ampak kar konkretnih usmeritev, kako priklicati kar najlažje vse tisto obilje in vse tisto, česar si najbolj želite v letu 2024. Če sem 2024 celo leto govorila, trobezljala in ponavljala, da so že ptički za menoj na vejici že kar poprevali, da je leto osebnostne duhovne rasti, predelave naših podzavestnih vzorcev in tako naprej, je zdaj čas, da bomo končno vse to, kar smo premagali, česar smo se naučili, kar smo presegli v končni fazi v letu 2024, tudi pokazali in dokazali. Stopamo v leto bolj intenzivnih energij, stopamo v leto pod vplivom števila 8, malo pobrskajte nazaj, kakšno je bilo vaše leto 2015. Ker je bila na koncu številka 5, govorimo malo bolj nestanovitni energiji, povezavi s tujino, zame je bilo zelo prodorno leto, to je bilo prvič, ko sem šla na KOP, prvič, ko sem začela resnično sodelovati z indijanskimi organizacijami iz Severne Amerike, zelo se veselim podobnih energij v letu 2024. Ker pa je na koncu štirka, pa to pomeni, da gre za bolj stabilno energijo, kar je dobra novica. Glede na to, da v 2018 nekako so se te turbulentne energije nam pridružile in od takrat nekako nekega pravega miru nimamo. Stopamo v leto intenzivnih energij, v močno leto, v zelo prodorno leto, v leto, ki podpira manifestacijo, ki podpira odločnost, se pravi, vseeno nam ne bo dolgčas, ne bomo se kar usedli in ne vedeli, kaj početi. Zato pa je zelo pomembno, da še preden se leto prične, postavimo svoje cilje, se zavedamo sami sebe in zakorakamo v novo leto, pa tudi tekom leta potem te stvari negujemo. Vsi smo isti, vse nas tam novembra, decembra zanimamo drugo leto, kaj boljš, tam nekje januarja, februarja še malo beremo napovedi, potem pa je že pomlad, potem pa je že 30 stopinj zunaj. Torej, dragi moji, prvi korak, najpomembnejši korak je, kje ste vi. Kje, kako, zakaj, kdo ste vi. To je zelo pomembno. Namreč, ko vemo, kako smo, kje smo, kdo smo, kako mi sebe pozicioniramo v velikem spektru življenja, takrat še znamo pravilno postaviti prioritete. Vsi poznamo ljudi, ki jih mi vidimo, recimo, da se borijo s položnicami. In ti ljudje, namesto da bi se nekako organizirali in da bi morda, ne govorim za vse, ne me narobe razumeti, poznamo osebke, ne ljudi, posameznike, izjeme, ki včasih resnično ne znajo presoditi, da je najbolj pomembno najprej plačati položnice, pa vse tiste obveznosti, ki pač so ključne in potrebne, in šele potem morda kupovati nekaj za 2 evra v tednu, da tako rečem. Torej, mnogokrat sami ne znamo dobro preceniti, ker smo vpeti v vsakodnevno naglico, ker smo vpeti v svoje podzavestne mehanizme. Ne zato, ker bi bili mi neumni, ne zato, ker bi bili nespametni, ampak zato, ker včasih enostavno pozabimo klikniti reset. Včasih se enostavno pozabimo ustaviti in oceniti, kaj nam je pomembno in kaj morda ne več. Kaj je tisto, kar nas izpolnjuje in kaj morda ne več. Ko govorimo o zdravju, kolikokrat resnično gremo na orang pregled, da sploh vidimo, ali nam res, ne vem, železa manjka ali ne, ali kar vse povprek pijemo stvari, zato ker smo po nekih raziskavah prebrali, da to je pa ful dobro za nas. Ja, železo je ful dobro za nas. Za tiste, ki jim ga primanjkuje, je dobrodošlo, da pijejo dodatke. Tisti, ki ga imajo preveč, pa je to lahko že zelo škodljivo. Torej, kje ste vi? Jaz v tem trenutku berem knjigo Ko telo reče ne. Veste, da se soočam z zelo resnimi določenimi diagnozami in stanji. In berem vsega Boga, probavam vsega Boga, tudi hvala za vse vaše nasvete in e-maile in podporo, res sem zelo hvaležna. In bistvo te knjige je vedno znova ljudje, ki so postavljali druge na prvo mesto, ki so bili tako ali drugače zatirani. Avtoimune bolezni so zelo povezane s tem, da ne znamo braniti svojih meja, ker niti ne zaznamo, da so bile naše meje kršene. Nisem prav nobena izjema. Tisti, ki mi sledite dalj časa, se verjetno še spomnite leta 2020, ko me je griznila moja lastna mucka, ko sem šla na urgenco šele, ko je bila roka resnično zatečena skoraj do ramena, ko je bil prst popolnoma trd in imam še vedno tega posledice. Torej, kljub temu,
da mi vsi z mano vred poznamo teorijo, nam včasih prakse zmanjka. Zato se mi zdi dobrodošlo, da tekom leta čim večkrat sami sebe opomnimo, tekom celotnega življenja, kaj je tisto, kar je za nas prioriteta, kaj je tisto, kar je za nas pomembno in kje v danem trenutku smo. Velikokrat obveznosti, presenečenja, takšne in drugačne stvari, tudi lepe stvari, morda ste pa na frišen zaljubljeni, pa kaj vas briga, kaj bo drugo leto, ker vas sam zanima, kdaj boste šli naslednjič na randi in kaj boste oblekli. Torej, veliko je nekih teh distrakcij, stvari, ki nas zmoti, se pravi, potrebujemo fokus. Če si karkoli zapomnite od te oddaje danes, je to, da potrebujemo fokus. Rabimo vedeti, kje smo, kdo smo, zakaj se sploh nekaj gremo, kaj je namen določenega odnosa, določenega pogovora, določene navade, zakaj sploh nekaj počnemo, kajti zelo velikokrat delamo v prazno. In to se nam bo zelo maščevalo v naslednjem letu. Naslednje leto število 8 prinaša močno energijo. Če boste hranili strah, vam bo postregla točno s tem, česar se bojite. Če boste hranili svoje življenje s činčem in upravljanjem drugih, kaj mislite, kaj vam bo prineslo življenje nazaj? Osmica je zelo močno orodje tudi za meditiranje, tudi za afirmacije. Vsi tisti, ki težje sprejemate dobro, pa ste vedno tisti, ki dobro delate za druge, si lahko zelo pomagate z osmico. Dobro, ki ga dajem, se vrača k meni. A podobno velja tudi za denar. Denar, ki ga dajem, se z lahkoto vrača k meni. Se pravi, ko mi imamo običajno drugačen občutek, ves denar, ki ga dobim, se pravi, plača je zdaj prišla, bo zdaj šla za položnice, kredite in tovrstne zadeve. In zdaj sem spet brez. Obrnite ta cikel na glavo. Se pravi, zdajle imam denar, tako kot ga dajem, se ta denar ali obilje vrača k meni. Mnogokrat smo preozki, tudi to moram poudariti, mnogokrat smo preozki, obilje ni samo denar. Morda boste zadeli na nagradni igri, morda boste na tleh našli, svežen denarja. Morda vam bo nekdo nekaj želel podariti. Morda boste nekje nekaj našli, se pravi, našli v smislu, ne da boste zdaj brskali po smetnjakih, ampak da se bo kar znajdla pot tega, česar si želite do vas. In če se vrnem na svoje leto 2015, ni bilo lepo leto. Vsi ti zdravstveni problemi, s katerimi se še vedno soočam, so bili takrat nekako na višku. To pomeni, preutrujena sem bila za živeti, po domače povedano. Zabuhla, zaspana, karkoli sem pojedla, sem bila v nezavesti na pol, skoraj dobesedno govorim, ker me tudi zbujanje prijateljev ni prebudilo. In takrat, se pravi, nekako moje finance niso bile na svojem višku, verjamem, da razumete. Torej, ko se je pokazala priložnost, da bi šla jaz v Pariz, ker so bili tam ti Indijanci, ki sem jih želela srečati, ker so bili zelo pomembne organizacije, zelo pomembni ljudje, seveda je bila moja prva misel, ampak s čim? Pariz, vsi vemo, da je drag, pa še prednovoleten čas je bil. Dragi moji, jaz sem najdla povratni let v Pariz in nazaj za 9 evrov, prav ste me slišali, za 9 evrov. In potem tam je kavč bil takrat okrog 150-200 evrov, če si gledal na Airbnb-ju, v centru, v tem predelu, kjer sem bila jaz, stanovanje za 100 evrov. Torej, dragi moji, če nam je nekaj res namenjeno, bo vesolje maksimalno naredilo, da nam bo pomagalo, ampak smo mi tisti, ki mora narediti prvi korak. Se pravi, če bi jaz ostala doma, bi se smilila sama sebi, bi jokala, da pač nimam dovolj finančnih sredstev, da Pariz je pa res drag. Verjetno se nič od tega ne bi zgodilo, tudi vsako leto ne bi hodila na kop, ne bi toliko čudovitih ljudi spoznala, toliko dobrega tudi jaz, ne nazadnje imela možnost narediti. Torej, na vas, na nas vseh je, da kljub vsej teoriji, ki jo vemo, negujemo ta svoja prepričanja in da smo mi tisti, ki se odločimo, ok, to mi je tako zelo pomembno, da tudi če moram do Pariza peš, mater vola, bom pa šel. Torej, tisto naše osebno prepričanje, za katerim resnično stojimo v vsej svoji integriteti, je tisto, kar bo cvetelo drugo leto. Na najbolj kratko in enostavno povedano. Se pravi, če nekako v sebi menite, da morajo biti drugi prvi, da si vi ne zaslužite, kjerkoli je to v vas nekako vpeto, zapisano, bo to prišlo v ospredje. Zdaj, jaz vem, da so te stvari zelo težke za premagati, da so se celo življenje mogoče oblikovale, da za njimi stojijo zelo travmatične situacije. Kaj zdaj v 2024, če tega še nismo predelali, je naše nagradno vprašanje. Torej, ne bom rekla, pretvarjajte se.
bom pa rekla, da zaupajte v tisti minimum, v katerega še resnično verjamete. Spravi, morda ne verjamete, da vam bo življenje podarilo diamante, morda ne verjamete, da vam bo življenje podarilo vreče zlata, nov avto, ladjo in tako naprej. Morda pa verjamete, da vam bo življenje podarilo lepe trenutke. Morda verjamete, da vam bo življenje podarilo lepa darilca, presenečenja. Kaj je tisto od tiste totalne nule pa do teh diamantov, kar je za vas pomembno, pa verjamete s celim svojim bitjem, da si to zaslužite in da to sprejemate. Za nekoga, bom rekla, če gremo zdaj res iz te nule, je to toplo kuhano kosilo, kvalitetna hrana, nekaj mehkega, udobnega za obleči, kvalitetna obutev. Za nekoga drugega bo pa to nekaj čisto drugega. Torej, pejte od tiste nule, kaj je tisto, v kar verjamete, da si zaslužite in sprejemate in imate, in potem to transformirajte v širši pojem. Če ostanemo pri temu, da, topel obrok na dan. Probajte ta zaslužim si topel obrok na dan pretvoriti v afirmacijo, zame je vedno dobro poskrbljeno. In pravzaprav karkoli verjamemo, da si zaslužimo, ali so to diamanti, avtomobili, Rolex ura ali zgor nove nogavice, vse to lahko pretvorimo v ta mogočen stavek. Verjamem, da bo zame vedno dobro poskrbljeno. In tudi, če se vaš upre in vam postreže z nekoliko primerov, ko za vas ni bilo poskrbljeno, mu vi postrežite nazaj z vsaj 3 primeri več, kdaj pa je bilo za vas poskrbljeno. Se pravi, vedno je potrebno izhajati iz naše resnice, iz naše izkušnje. Se pravi, če si rečemo, takrat pa takrat sem premagal to izgubo, to bolečino, to laž, to razočaranje. In če sem to preživel, se mogoče nismo premagali, mogoče so še vedno neki strahovi ostali, neki vzorci, neki stvari, ki so se kar zalepile na nas, smo pa preživeli, še vedno ste tukaj, mogoče niste v super stanju, ali pa tudi, jaz upam, da ste, ampak mislim, da največ teh napotkov potrebujemo ravno tisti, ki nismo na 3000% svoje energije, in tukaj absolutno tudi sebe vključujem trenutno. Se pravi, preživeli smo, živi smo, tukaj smo. Morda je to popolnoma dovolj v tem trenutku. Torej, ko govorimo o letu 2024 in intenzivnih energijah, je pomembno, da se vedno znova vračamo nazaj k temu, kdo smo, kje smo, kaj smo. Se pravi, če izhajam iz sebe, se zavedam, da moram na prvo mesto postaviti svoje zdravje. Ja, bom dobivala slabe komentarje, zato ker sem slabše odzivna, ker se soočam s nekimi stvarmi zdaj že nekje 3 leta. Spletna stran gre iz slabo na slabš. Očitno mi želi tudi vesolje povedati, da čas za počitek. Pa sem jaz tista, ki je trmasta, pa vse več denarja plačujem za to, da stran vse slabše dela. Torej, kaj je tisto, kjer pa vi vse več investirate, pa vse slabše dela? Katero odnos, katero prijateljstvo, katero partnerstvo, katero sodelovanje, kje vlagate vse več denarja, ampak rezultati so vse slabši. Za nekoga bo to krema proti gubam, za nekoga bo to novo motorno olje, za nekoga bo to pohištvo, za marsikoga so pa to resnično odnosi. Kje mi investiramo, pa vem, da ta beseda zveni zelo poslovna, ampak kje mi dajemo svoj maksimum časa, razumevanja, ljubezni, potrpežljivosti, sočutja, tudi denarja, nas, ampak je vse slabše. Ne mi zamerite, ampak morda v letu 2024 poskusite nekako narediti pauzo teh odnosov, teh navad, teh projektov, teh stvari. Kajti, če boste investirali v nekaj, kar že zdaj dokazano ne funkcionira, potem bo to energijsko vplivalo na vse ostalo. Pa verjamem, da se vam to mogoče zdaj zdi smešno, ampak veste, vsi vemo, da je vse povezano. Vse je povezano, vsi smo povezani. Če jaz vase ne verjamem, se bo to odražalo na vseh področjih mojega življenja, ne samo na enem. Če jaz ne verjamem, da si zaslužim dobro, si bo to odražalo na vseh mojih področjih, ne samo v enem. Denar je res, da tisti najbolj, bom rekla, splošen ali pa prvi pokazatelj, kjer morda se kaže ta naša manj vrednost. Ampak po drugi strani morda pa v življenje je bremzalo ravno zato, da se boste ustavili in spočili in stvari postavili drugače. Jaz
vse bolj razmišljam o tem, da bi raje zaposlila tajnico, kot da bi zaupala naslednjem tehnološkem presežku svoje spletne strani, ki se ne odziva dobro na moje ideje. Torej, kaj pa je tista sopomenka? Kaj je tista pot ob tem? Zdaj v odnosih, veste, bom kar ugriznila tudi v to, v odnosih vemo, da je kar nekako družbeno sprejemljivo, če mož doma ne dobi, gre pa drugam. Se pravi, če ste moški v tej situaciji, ne vem, če je to prava vzporedna rešitev ali pa tudi ženska. Torej, kaj je prava, s tem pa mislim korektna rešitev? Življenje namreč se je 2023 točno na to pripravljalo. Se pravi, vse tisto, kar je razpadlo, vse tisto, kar je bilo pereče, vse tisto, kar nekako ni funkcioniralo, vse tisto, kar vas je opozarjalo, da morda niste na pravi poti, je bilo tam s svojim namenom. Torej, dajmo si naliti čistega vina, kaj je tisto, kar ne funkcionira in kaj ni prava rešitev ven iz tega. Za mene je recimo to moja spletna stran, za mene je to recimo določene stvari, ki sem poskušala, da bi izboljšala svoje zdravje in tako naprej. Za vas bo to nekaj drugega. Torej, če govorimo o odnosih, včasih potrebujemo tudi ta odmik, zato da se postavimo znova na neke drugačne štartne pozicije, če tako rečemo. Ko nekoga na novo spoznamo, se do te osebe absolutno vedemo drugače kot čez pol leta, 1 leto, kaj šele 20 let, kaj šele 30 let in po 4 otrocih. Včasih rabimo ta odmik samo zato, da se stvari postavijo na novo drugače. Kje v življenju potrebujete ta odmik? To je ključnega pomena, da poskusite čim prej v letu 2024, če ne kar 2024 storiti. In potem, ko stopimo v novo leto, če se malo vrnemo nazaj na to, kaj pa, če nismo na optimalnih obratih? V tistih dnevih, ko nam ne gre najbolje, v tistih dnevih, ko smo obupani, počnimo tisto, kar je za nas dobro. Tako kot otročka objamemo, kot ga pocrkljamo, ker je bolehen, ker je tečen, ker je preobremenjen, ker je, vse vemo. 3 leta star otroček, ki je preutrujen, mi lahko še tako pijemo nanj, ne bo nič pomagalo. Tak otroček najbolj potrebuje objem, pa 2 ljubčka, pa mogoče 1 čokolado, da bo bolje. Kaj je za vas ta objem, pa 2 ljubčka, pa 1 čokolada, da bo bolje? V tistih trenutkih, ko res ne gre, bodite prvo nežni do sebe, kajti tudi to vas želim vprašati. Če bi zdaj prišel dedek Mraz, pa bi rekel, okej, 2024 je itak 8 leto, jaz ful verjamem v numerologijo, ful se tudi nekako usmerjam preko numerologije. Torej, če je 8 leto manifestacije, pa čudežev, pa močne energije, pa tako naprej, kaj je tisto, česar si ti najbolj želiš, pa se ti zdi najtežje, dosegljivo, to ti bom letos z dedka Mraza bez, ker sem dedek Mraz prinesel. Česar bi si zaželeli, kam ste zdaj odjadrali? In moje vprašanje 1. januarja je, ali ste vibracijsko, čustveno, razumsko, fizično na nivoju, da bi to sprejeli in v tem uživali. Brez občutkov krivde, brez občutka, da to ni prav, brez vseh tistih nekih negativnih prizvokov, ki jih tako zelo radi imamo. Jaz vas lepo prosim, da za vsako stvar, ki si jo želite, se točno to povprašate. Ali bi to res šlo, potem enkrat, ko bi to dobili. Kajti velikokrat v življenju si nečesa želimo, pa pol ugotovimo, da mogoče niti ni tako zelo imenitno, kar pa se še večkrat zgodi, pa je to, da mi še ne znamo sprejeti. Ker ne pomeni, da si tega ne zaslužite ali da si tega ne morete naučiti. Se pravi, kaj je tisto, kar bi bilo potrebno, da bi se vi v temu počutili varni? Kaj je tisto, kar bi bilo potrebno, da bi se vi v vsem temu, česar si želite, počutili kompetentni? Včasih je lažje dobiti, pa v tem uživati, pa pol izgubiti, kajti gremo nazaj na tisto, kar je poznano. Se pravi, kaj je tisto, kar je vam poznano? Kaj je maksimalen občutek uspeha, obilja, tega, da imate več kot dovolj denarja, ki ga poznate? Bom dala zelo banalen primer. Če to pomeni, da boste šli v kitajsko trgovino, dobro, tam ni več vse po 1 evro, ampak recimo v neko tako trgovino, kjer so stvari smešno poceni in si boste rekli, okej, ne rabim gledati na ceno, lahko kupim karkoli, kajti tukaj si pa res lahko privoščim karkoli. Ne celo štacuno, ker potem bodo spet velike cifre. In to je to, kar mi naredimo v življenju. Velikokrat
pozabimo, kakšen je ta občutek, ko si lahko privoščimo karkoli. In še večkrat, kar naredimo, je to, da se nekako zadovoljimo s tistim, kar je najbolj poceni. In zdaj me zanima, vaša prijateljstva, vaša partnerstva, vaša izbira pohištva, izbira hrane, pomembne stvari v življenju. Po kakšnih kriterijih ste jih izbirali? Zato, ker so bila dosegljiva, zato, ker so bila tam, zato, ker ni bilo treba ful dela. Ko bi vi vedeli, koliko ljudi pride k meni, pa mi reče, jaz sem s to osebo v odnosu samo zato, ker se je ta oseba trudila, meni pa nič ni bilo treba. Veliko. Tudi žensk, moram priznati. Torej, kaj je tisto, po čemer ste posegli, zato, ker je bilo lahko? Nič narobe s tem. Vsi smo le ljudje. Pak drugo leto, izziv, ki ga prinaša, pa je lastna vrednost. Se pravi, v oddaji Dobro jutro na Planet TV smo ravno o tem govorili. Suzana me je vprašala, če je to dobro leto za vse tiste, ki so samski, da bodo končno srečale pravzaprav svojega princa na belem konju. Pa sem jaz rekla, veš, princ lahko pride na belem konju, na oslu, na skiroju, peš. Mi smo tiste, ki moramo vedeti, kakšnega princa si želimo. Kajti mimo nas v življenju pride veliko princev. Ni vsak ta prav. Isto kot gremo v trgovino. Poglejte, redko kaj v trgovini, če vzamemo ta primer, je samo ene vrste. Še špageti, lejte, koliko jih je. Mleko, koliko jih je. Mok, koliko jih je. Sladkorjev, koliko jih je. Sort jabolk. Pravzaprav, ko gremo v trgovino, težko najdemo nekaj, da bi rekli, samo tele sorte imamo tegale artikla. Zakaj menimo torej, da v življenju ni isto? Koliko ljudi pride nam naproti, ki nam morda niso od Boga dani? Kolikokrat poslušam, to je res tako močno, to je karmično, morda pa je toksično. Tudi o tem sem že posnela oddaje, da ne bi preveč zdaj čisto nas odplaknilo, bomo šli na konkretne primere. Takoj zdaj samo še spomnim. Če ste prezahtevni do sebe, če nikakor ne pustite sebi do obilja, zato ker nikoli niste dovolj dobri, ker je nek majhen glasek pa vas, ki vam govori, nisi dosti priden, nisi dosti hiter, nisi dosti to, nisi dosti suno. Fantastično oddajo sem posnela, kako premagati perfekcionizem. Povedala sem tudi, zakaj je nevaren. Potem imamo oddajo, kaj ko ne gre več naprej, se pravi za vse tiste, ki pa mogoče enostavno nimate te energije, da bi se soočali z izzivi, nimate zagona, vere, zaupanja. Veliko oddaj je že posnetih s konkretnimi nasveti, s konkretnimi usmeritvami. Pojdite na moj YouTube kanal, kliknite na zavihek osebna rast in si privoščite pol urco za sebe in si izpišite te, bom rekla, ključne stvari, ki se vas bodo v danem trenutku najbolj dotaknile. Pa gremo zdaj v 2024. Manifestiranje. Obilje, intenzivne energije. Zato je zelo pomembno, da vemo, kam gremo. Ko pridemo v restauracijo in naročimo govejo župo, pa dunajca, pa pomfri, če nam prinesejo rižoto, kaj naredimo? Pojemo? Ali rečemo, oprostite, ste se morda zmotili, tole nisem jaz naročil. Največja verjetnost je, da je mogoče natakar prinesel nam jed za sosedno mizo, kar pomeni, če smo mi tiho, pa pri sosednji mizi so tiho, oni zdaj jejo nekaj, česar si oni niso želeli, mi pa tudi. Morda bi pa samo povedali, ta krožnik ni zame in bi se zamenjalo in bi bili vsi zadovoljni. V življenju je mnogokrat isto. Primemo tisto, kar dobimo, namesto da bi preverili svojim sistemom vrednot, prioritet in teh, kaj se sploh gremo. Na začetku sem rekla, vprašajte se čim večkrat. Če zdaj sodelujem s to osebo, če se pogovarjam s to osebo, če sem v prijateljstvu s to osebo, kaj se sploh gremo? Sploh v partnerstvih se mi zdi v zadnjem času, da je ogromno nedefiniranosti. Sta skupaj, pa nista skupaj, pa sta na pol skupaj, pa sta sem pa kje skupaj, pa tako težko je že malo slediti včasih. Isto na poslovnem področju. Isto se včasih ne znamo najbolje sami obrniti. Vprašajte ljudi, svoje najbližje, vprašajte nekoga, ki vas ne pozna, kaj bi vam svetoval v dani situaciji. Za vse tiste, ki želite malo več podpore, moj vodnik vsebuje strateški plan. Čisto malo ga bomo zdaj preplonkali. Zapisovati je treba cilje, to vemo. Ampak ne samo zapisati, želim si biti bogat, želim si nove službe, hočem imeti najlepšo punco na vas in tako naprej, ampak jasno zapisati, kaj ti cilji so. Drugi korak je, da jih tekom celotnega leta spremljamo. Ne se neka
Marsikdaj na začetku leta poslušamo napovedi, pa poslušamo astrologijo, pa numerologijo, pa tarot, pa džotiš, pa vse, kar najdemo. Tam enkrat marca je že pomlad, že gledamo, kaj bomo poleti nosili, kako bomo shujšali, kako odpraviti celulit in tako naprej in pozabimo na te stvari. Ne, svoje cilje je treba redno pregledovati in updatati. Mogoče je bilo nekaj zelo pomembno januarja, pa bo mogoče že februarja brez veze. Cilj je razdrobiti in se učinkovito organizirati. Se pravi, prej sem že naredila uvod. Če nekaj ne funkcionira, če nekaj ne gre, če se ne premakne, spremenite taktiko, spremenite cilj, ampak spremenite nekaj. Vsi to vemo, vsi to vladamo v teoriji, a ne? Če bomo ponavljali isto stvar, bomo dobivali iste rezultate. Torej, dragi moji, če ne gre, updatati, probati novo, probati nekaj, kar še niste probali, pa predvsem zaupati. Aktualizirajte, ravno to pomeni, ljubeče poskrbite za sebe in ne pozabite uživati. Se pravi, ne biti pa preveč vpeti v svoje cilje, ne biti preveč zagnani. Koliko ljudi poznate, ki so najprej bili najboljši, ne vem, na gimnaziji ali srednji šoli, potem na faksu, potem so magistrirali, doktorirali, se specializirali, pa bi jih najraje včasih človek vprašal, pa ti kaj dihaš? Daj pa ti kaj uživaš? Torej, dragi moji, daj pa vi kaj uživate, daj pa vi kaj dihate. Tudi to je zelo pomemben korak. Zakaj? Kajti, ko se mi sprostimo, ko zadihamo, se nam mnogokrat porodijo fantastične rešitve in tiste priložnosti in možnosti, katerih sicer sploh ne bi opazili. Dnevnik hvaležnosti in dnevnik pohval. Dnevnik hvaležnosti verjamem, da vsi poznamo. Dnevnik hvaležnosti je tisto, ko se na koncu dneva usedemo in zapišemo vse, za kar smo hvaležni. Dnevnik pohval podobno. Zapišemo vse, za kar smo na sebe ponosni. Tukaj bi zdaj jaz nekaj drugega poudarila. Ne samo konec dneva. Začnimo tako dan. Ko odpremo oči, poglejte, kaj se dogaja v Gazi. Ko se zbudimo, bodimo hvaležni, da nismo v podobni situaciji. Bodimo hvaležni, da imamo streho nad glavo. Bodimo hvaležni, da imamo tekočo pitno vodo. Ali vi sploh veste, kako zelo malo držav ima še vedno pitno vodo iz pipe ven? Bodimo hvaležni, da smo na varnem, da imamo za jesti, če tudi morda to ni vedno losos in najboljša pečenka. Bodimo hvaležni za tisto zdravje, ki ga imamo. Za ogromno smo lahko hvaležni. Torej, pričnimo dan s hvaležnostjo in s pohvalom. Ne slabo voljo, ker je zdaj že ura zvonila in kaj bomo oblekali in koliko se mi ne da in moj bog, zakaj ni že sobota. Kaj ni čisto drugačen dan, če ga pričnemo z enim lepim objemom samim sebi, z lepim stavkom, si povemo, da se imamo radi, da si povemo, na kaj smo ponosni, da se pohvalimo, da se spomnimo vsaj na 2 stvari prejšnjega dneva, ki so bile dobre, jih nekako podoživimo, se pohvalimo, se damo v stanje hvaležnosti in šele na to vstanemo. Jaz vam priporočam, da imate 2 beležki, da si to redno pišete za vsako stvar, za katero ste hvaležni, za vsako stvar, za katero se pohvalite, tudi če je to dobra kava. Veste, kaj je največja dragocenost tega? Sebe boste postavili nazaj v trenutek. To je najbolj dragoceno in najbolj pomembno. In na koncu je še bonus. Dvignite svoje cilje v nedosegljivo, obvezno. Vi ne veste, kje so vaše meje in nikoli ne boste vedeli, kje so vaše meje, če jih ne boste dvignili v tisto, kar vi menite, da je nedosegljivo. Se pravi, če ne boste vi postavili svoje cilje nekam tako zelo visoko, da se bo zdelo že absurdno, boste ostali nekje na prvi stopnički. Recimo, da imamo 100 stopnic in da vaš maksimum je tam nekje na 120, ki je skoraj da imaginarna. Še v matematiki, ki je zelo plastična, zelo racionalna veda, imamo imaginarna števila. So, work with me. Če boste vi postavili svoje cilje tam nekje pri 3 do 5, boste ostali tam nekje na 1 do 2. Kajti velikokrat, ko dosežemo cilje, vsekakor sem ter tja, stopimo stopnico nazaj. Če boste postavili na 10, rekli smo, da 1 do 10 imamo stopnice. Super. Še vedno lahko pričakujemo, da bomo slejko prišli malo nazaj v cono obdobje in bomo pristali tam nekje na 7-8. Če bomo postavili tja na 120,
smo mi tisti, ki smo odprli vrata čudežu naslednjim 10 stopnicam našega zavedanja in naše sposobnosti. In to je bistvo življenja. Poglejte, se rodimo, gremo v vrtec, osvojimo prvih 10 stopnic. Gremo v osnovno šolo, osvojimo naslednjih 10 stopnic. Gremo v srednjo šolo, osvojimo naslednjih 10 stopnic. In tako naprej, in tako naprej. Naša odločitev je, koliko izobrazbe bomo imeli, se pravi, koliko teh stopnic bomo presegli, ampak nam bi pa mogel veljati za celotno življenje. Vedno je več stopnic, kot jih mi vidimo. In tudi, če ste stari 96 let, še vedno je pred vami na tak ali drugačen način vsaj 10 stopnic. Strateški plan in obrazložitev strateškega plana je tudi del vodnika za 2024. Tisti, ki ga ne poznate, sam na hitro povem. Noter je splošna napoved leta, ki prihaja, potem pa vaša osebna numerološka napoved. In novost letošnjega leta je to, da je mnogo večji, mnogo bolj obsežen del, v katerega vi zapisujete. Verjamem, da ne boste videli, ampak takole je na koncu vsakega meseca. So zraven vprašanja, vaje, afirmacije, ki so 2 do 3 strani dolge, se pravi veliko upisovanja za vas same, dela na sebi, ravno zato, da tekom leta ne pozabimo. Kaj vse je v vodniku in tudi v drugem videu, da ne bo tole zdaj izgledalo kot Top Shop. Bom pa tako rekla, jaz ta vodnik delam več kot 10 let, to je resnično ena stvar, za katero tekom celotnega leta dobivam od vas maile. Res je bilo, ne vem, marca se je pojavilo nekaj, kar si ti opozorila, da ne bo čistko, kot se bo prvo zdelo. In res, ko sem počakala, se je tako izkazalo. To so recimo najbolj taki tipični odzivi vas, ko ugotovimo, aha, res nekaj ni bilo tako zelo bleščeče, kot se je zdelo. Torej, moj namen je, da je vodnik z vami celo leto, da vas vodi glede na obdobje, v katerem ste vi, se pravi, da v spredje postavlja tiste stvari, tiste koncepte, ki so za vas pomembni. To pa bo počelo tudi samo leto 2024. Se pravi, dragi moji, kje ste zdajle, če je tole, če si pomagamo zdajle s teme? Če so tele snežinkice, in vse tole je koncept vašega življenja, in so tele snežinkice osebe, ki so vam pomembne, kje ste vi? Ker se mnogokrat zgodi, tudi ko delam z vami 1 na 1, je to, da ste vi energijsko tukaj. Ali pa tukaj čist na robu. In vam bom rekla, prej sem omenila ta moj ugriz. Ko sem jaz začela te vaje delati s sabo, sem ugotovila, da sebe sploh ne dajem niti v bližino tega nekega, bom rekla, platna svojega življenja, ker je bilo vse drugo bolj pomembno. Treba je zemljo rešiti, treba je indijance rešiti in tako naprej. In potem, ko sem se le postavila, sem bila tako čiš majhna, pa sedela sem, pa skoraj glavo sem imela pokrito z rokami. Vsi se kdaj ujamemo v to, da sebe izločimo iz procesa svojega življenja. To ni čisto nič takega groznega in tukaj se da pomagati. Dragi moji, kje ste? Kako ste? Kateri del vas, znotraj vas kriči, pa mu do sedaj niste prisluhnili? Kaj je tisto, kar je najbolj pomembno? Kaj je tisto, kar se vam zdi, da za vas pa ne obstaja? In jaz vam zdaj povem, zelo malo v življenju je res tako nemogočega, da bi bilo neuresničljivo. In jaz sem en tak lep primer. Ena bela punca sredi dežele na drugem koncu sveta je prišla do indijanskih voditeljev, do konceptov, do pogovorov, do obredov, kamor bela noga ne stopi. Pa sem bila sprejeta, kot da sem ena izmed njih od prvega trenutka. In veste, moj razum še zmeraj ne verjame. Čistko med nami. Moj razum je še vedno v nekem tistem, bela sem, grozen, zakaj vse smo belci krivi in tako naprej. Naša podzavest je fenomenalna v tem, da zna zajeti občutke krivde. Jaz nisem minimalno kriva za to, da se jih je toliko in toliko pobilo. Vem, to tukaj vem. Zakaj pa vi minimalno niste krivi, pa to tukaj veste, tukaj pa še zmeri ne. Naj bodo dnevi leta 2024 tisti, ki vam bodo resnično pomagali ven. Iz vseh teh, bom rekla pa zdaj, si bom upala reči, zgrešenih prepričanj. Tako kot jaz nisem kriva, da je Krištof Kolumb 1421. leta prijadral na obale Amerik, vi za marsikaj slabega, za kar menite na nekem nivoju, niste krivi. Torej, morda bi se pa zmenili takole.
Dajmo za eno leto odložiti občutke krivde, odložiti tisti feeling, da nismo dovolj dobri in se odločiti samo za tole leto. Samo za tole leto. Da bomo maksimalno proaktivni, da bomo maksimalno dajali od sebe in da bomo maksimalno dobro sprejemali, kar pomeni, da ko pride nekaj slabše kvalitete mimo, to zavrnite, pa naj gre za potencialnega partnerja, naj gre za prijateljstvo, naj gre za špagete, ki ste jih kupili v trgovini, naj gre za karkoli. Kajti, dragi moji, če vi ne rečete, da za vas nekaj ni dovolj dobro, kako naj potem vesolje, Bog, višji jaz, vaši vodniki to storijo? Če ni dovolj dobro za vašo najljubšo osebo na svetu, za nekoga bo to vaš otrok, za nekoga bodo to obiski. Saj pri nas doma je bilo tako, najboljši piškoti so šli na mizo samo za obiske, pa najlepši prt je šel na mizo samo za obiske, pa samo za praznike. Dajmo dvigniti ta nivo in dajte uživati v tem, kar počnete. Dajte uživati v tem, da imate lep prt na mizi, da imate najboljše piškote na krožniku, da imate najlepšo obleko na sebi. Če tudi samo zdaj ob 5. popoldne spijete eno kavo in jo date nazaj v omaro. To je v bistvu fenomenalna vaja lastne dragocenosti. Torej, dragi moji, ne želim biti predolga, ogromno imam še zapovedati, tako da malo se mi zdi, da bo še kakšna oddaja sledila. Kje ste v življenju, kako sebe pozicionirate, tako boste znali pravilno presoditi, kaj so prioritete, kaj je tisto, kar je najbolj urgentno, da se temu posvetite, česa si želite in zakaj, in ohranjajte pozitiven fokus. Če ste preživeli najhujše v življenju, boste tudi vse tisto slabo, ki bi ga lahko leto 2024 prineslo. Če ste še vedno tu, vam pa garantiram, absolutno garantiram, da vas še veliko lepega čaka. In to lepo je morda točno za vogalom in točno samo še čaka, da se leto 2024 začne. Torej, dragi moji, jaz upam, da se je vsaj nekaj izmed vsega povedanega vas dotaknilo in vam bo pomagalo na vaši poti k temu, da imate vi veliko več obilja dobrega v svojem življenju. Da veliko bolj uživate v sebi, v vsakem svojem dnevu. Tudi če to pomeni 5 minut miru na dan, zato da lahko popijete kavico, poslušate malo muzike, kaj je vam najljubša, karkoli to je, vzemite si teh 5 minut na dan. Dragi moji, z malo daljšimi napovedmi in še mnogo čem marsičem zanimivim, se vidimo kmalu znova. Hvala lepa za vašo družbo. Bom vesela vaših komentarjev, vaših predlogov, vaših izkušenj, kaj je tisto, kar pa pri vas pomaga, da dvignete svojo vibracijo, da se malo dvignete na višji nivo. Mislim, da bo naslednja oddaja ali vsaj ena izmed naslednjih oddaj točno o temu. Dragi moji, čudovit decembrski čas, še lepše leto 2024 in vsa leta za njim vam želim.